prvič nekako vodila, da bom vodila, bolj bom usmerjala, oziroma bom Milan usmerjal mene, da najem pogovor v našem gradu. Zanimivo je tudi, da se ves čas seliva, če rečemo 5.6.2017 pa bila v poročni sobi, takrat je bilo 39 knjig, ja, veste, se smiji, tako se reče, so pa mi. Potem pa 15. februarja 2024, nekaj manj kot 2 leti nazaj v malem auditoriju, takrat je izdal 80 knjig, takrat smo imeli tudi razstavo, oziroma izbrali smo iz tistih 46 daril, ki jih je podaril Posavskemu muzeju, smo imeli tudi manjšo razstavo. No in ta številka 100, si pa zasluži tudi to najlepšo dvorano in veliko dvorano. Tako da Milan, vabim te na oder, oder je pripravljen za naju in vi pa čakate, da se začnemo pogovarjati. Prosim, Milan Jazbec. Mikrofon dela, je pa seveda ta nasmeh Vesne Bogovič me spomnil, da nisem pozdravila vseh soorganizatorjev tega dogodka, še posebej ravnateljice Osnovne šole Rtiče, Vesne Bogovič, tudi knjige, Milanove knjige, ki jih vedno tako lepo podarja svoji šoli in so na ogled na priložnosti razstave pred Visoško dvorano, so last Osnovne šole Rtiče. Če kdo resnično kakšno želi, lahko si jo danes kupi, tiste, ki so na voljo, ali pa mogoče tudi se kako drugače pridobi, ker te pa moramo šoli vrniti. Nedavno smo v Penu našli nov moto delovanja, ki nedvomno tudi Milanov. Mir je glava. Če se za mir ne borimo, če za ničesar ne naredimo, nas poziv med prsti kot voda. Začnimo torej z mirnim branjem Milanovih 100 knjig v 100. letu slovenskega Pena. Tako je zapisala Tanja Tuma, pa nič hudega, če bo na posledku videla, da sem jih ploskala, tako da ne ploskala. Je pa v tem njenem besedilu res lepi stvari, tudi ta mir, ki si ga res vsi želimo. Zagotovo si ti med tistimi, ki veš veliko več, kot vemo, bi rekli tisti, ki nismo bili v različnih službah, na različnih koncih. Pa če lahko te malo za hec vprašam, tudi v tej dvorani, recimo, niso zgodbe samo o miru. Je veliko zgodb o ljubezni, je veliko zgodb tudi o begunstvu, naprimer Evropa je bila ugrabljena, težke zgodbe, sicer mitoloških biti, ampak jih lahko potem tudi prenesemo na to danes. Pa me zanima, za začetek nam daj kakšno upanje za mir. Kaj misliš? Tako, ne diplomatsko, iskreno. Ja, zato, da se nismo prej dogovorila, tako da bom nekaj improviziral. Jaz sem po naravi optimist in seveda verjamem v to in sem pri tem tudi trdnost, čeprav to ne pomeni, da me včasih ne poskuša, da me ne bi zvidel, ampak ne vidim drugega smisla kot v nekem upanju za mir. Prejšnji teden sem imel intervju za Nedeljski dnevnik, intervju bo objavljen naslednji teden in me je vprašal novinar, zakaj pa optimist, odkot bi se mu dal dva primera za ta optimizem. Poskušamo se postaviti v kožo Leonarda da Vincija, verjetno največjega izumitelja vseh časov, koliko, 800 let, koliko kar je živel, 700, kako strahovito težko me moralo biti v tistem času, ko je tako izstopal, pa ne samo izstopal v svetu konfliktov, vojn, grozot, ampak njegovo poslanstvo je poslanstvo miru. Torej, sej skoraj več ni potrebno. Potem, če se vrnemo 30 000 let v našo zgodovino, je nekdo, sam Bog ve kdo, poslikal tiste čudovite slike, freske v Altamiri. Torej, pred 30 000 leti, ko je človeštvo še vedno se borilo za obstanek posamezne skupinice, je tam nekdo rekel, ne grem loviti bizono, za večerjo grem slikati slike. To je ta neki velik optimizem, ta žar. In v tem je seveda
optimizem, neka želja po miru. To je najbolj naravno stanje človeštva, se mi zdi. Morda je to ničkeno naivno, ampak jaz mislim, da bi moralo biti tako in vsakič, ko tak košček miru pogledamo, moramo biti ponosni, moramo to naprej razvijati in se moramo tega prijeti vsemi štirimi in pomagati, da gre to naprej. Najlepša hvala. Oprosti, ker ste te vprašali nekaj izven tega, kar sem mislil, da te bom. Ampak gre za to, da smo na začetku leta, ne? In da v bistvu tudi naše muzejsko leto začenjamo prav s pogovorom stavo, kar mi je veliko čas. In da seveda vsi vemo, da poleg zdravja, sreče, si res želimo miru. Recimo ta dvorana je videla tudi veliko nasilja, ne? Že v prvi vojni, recimo, so bili tukaj ranjenci, pa potem se je marsikaj dogajalo po vojni, med vojno. Tako da vedno nekako na začetku leta želimo biti optimisti in hvala za to. Pa seveda optimisti tudi takrat, ko govorimo o prelomnicah in zdaj ta številka 100, ta magična številka. Takrat leta 2017, 39 knjig, 2024, 80 knjig, se pravi, pa že kakšna je bila takrat malo, še jih je bilo v letu 2014, ker je bil šele začetek leta, tako smo se pogovarjali. Tako da v bistvu že v drugi polovici leta 2025 pa si dosegel to, kar si napovedal, da boš združil več lepih številk, se pravi 100 knjig, letos boš star 70 let, letos tudi recimo ponovno lahko praznujemo obletnico prve omembe tvoje pohance, 780 let, in se spomnim v bistvu prvega najnega tako večjega sodelovanja v tej dvorani, ki je bila ta velika akademija, se spomniš. In takrat je bil Janko Vojčanšek, ki je bil napovedan tudi za danes, ampak je žal moral ta nastop povedati, ampak to ne pomeni, da bi se bova čez 3 leta spet pogovarjala, da ne bo ponovno. Da ne bi mogel biti zraven. Ja. Torej, kaj ti recimo pomenijo te prelomnice in poleg seveda vseh teh knjig je tukaj še veliko znanstvenih člankov, raznih drugih objav, pa seveda ob vsem tem pa daš čas tudi delaš. In ko sem jaz prebirala vse to, kar je, ampak vse nisem se prebrala, Milan je rekel, ne rabiš vse prebrati, beri samo spremne besede. Tako je bilo navodilo za danes. Ki niso moje, ne? Takšno je bilo navodilo za danes, ker seveda mi je decembra prenesel spet kup knjig in resnično nisem vsega prebrala, iskreno priznam. Ampak nič hudega, vse to je pač proces. No, ampak kaj sem hotela reči, ko sem to prebirala in ko sem že prej imela možnost tamo sodelovati, se mi zdi, da si ti tako, kot da bi prišel tam iz nekih vrst izjemnih uradnikov, cesarstv, kraljestev, Avstro-Ogrske, ko v bistvu delaš, a ves čas ustvarjaš. In kaj je ta velika prelomnica? Kaj to pomeni? Ja, s prelomnicami je tako, bi rekel, da se jih zelo jasno zavemo, ko so mimo, ko se ozremo na njih, ko se pogled izbistri, ko se misel nekako umiri. To je recimo del moje izkušnje. Drug del moje izkušnje je vse pri teh mojih prelomnicah, nisem še star 70, torej lahko sem še malo otroški, ampak pri vsaki taki prelomnici se mi fino zdi, kot da se čisto po otroško se mi fino zdi, pa si mislim, no ja, zakaj pa ne, to je moj privilegij, da se lahko počutim kot en otrok, ki je bil vesel in branja prve knjige. Seveda tretje, morda najpomembnejše, jaz mislim, da tistih velikih resnih, da za resnih, po domače prelomnic, se človek ne more v celoti zavedati, kaj pomeni takrat, ko se dogajajo. Vse se zgodijo, se ni nič, v sekunde, ampak tisti čas, ko se dogajajo, se ne more zavedati vsega tega, kaj to pomeni, ker je preveč vsega in tudi, ker je čas, tisti trenutek tako poln čustev, poln vznemirjenja, radosti, morda tudi pogleda naprej in tako naprej. Seveda, mislim pa, da je najbolj pomembno, ko človek gre tako skozi prelomnice, vsak od nas ima neke prelomnice, popolnoma vsak, prelomnice so različne, prelomnice tudi, ne vem,
se ti, ne vem, rodi otrok, ne vem, dosežeš šolnik uspeh, pa v službi napreduješ, ne vem, imaš doma družinsko stvar. To so vse pomembne prelomnice, ki delajo, ki ustvarjajo lepoto v naši življenji. Ne? In mislim, da je prav tako, da se človeško življenje sprehodi, da gre skozi prelomna obdobja, ki potem ustvarjajo to lepo nit, tkanino življenja. Morda je to mečkanje naivno, ne? Življenje je tudi realistično, trdno, ampak to ne onemogoča prelomnicam, da bi se dogajali. Torej, jaz se dobro počutim, sem vesel tega, zlasti vsega tega, da ste vsi tole prišli, se praktično za vsemi poznam in to so lepi občutki in potem dobijo take prelomnice nek dodatni smisel, morda celo ključni smisel. Ja, hvala lepa, spet za lepo istočnico, ker mi rada zdaj pa povabila tvojo sošolko, Alenko Dular-Koritnik. Lani ste praznovali 50-letnico mature, je tako, se pravi, si še zelo mladi. Praznovali ste pa malo drugače, kot smo navajeni praznovati. Niste prišli samo malo pogledati svoje gimnazije, ne? Pa se potem malo podružiti, ampak ste naredili nekaj posebnega. Tako da, spoštovani, evo, beseda je vaša, mikrofon je vaš. Lepo pozdravljeni, spoštovane in spoštovani. Dovolite, da vse prisotne lepo pozdravim tudi v mojem imenu. Pozdravljam tudi naše profesorje, nekaj sem videla, eno, dve, ki so nas takrat pred več kot pol stoletja sprejeli v gimnaziji Brežice. In pa seveda vse sošolke in sošolce, tudi iz paralel, ki so se udeležili današnje slovesnosti ob izdaji Milanove 100. knjige. Res je, mi smo lansko leto praznovali 50-letnico mature in ob tej obletnici smo izdali eno zelo lepo knjigo. Duhovni oče tega je bil, moram reči, Milan, naš sošolec. Na začetku smo se zelo protivili, smo rekli, ne, to ne bo šlo, bomo kar nekaj fotokopirali, pa s penjačem spel in je bil Milan zelo hud. Je rekel, to ne ostane nič za nas, prej za zgodovino, to se porazgubi, ti listi se pač prepognejo, vržejo, to mora biti knjiga. No? In moram reči, da je uporabil kar dosti svojih diplomatskih izkušenj, da smo potem zelo lepo spisali to knjigo, tudi v počastitev je bila v jubilejnem času izdana, ko je naša gimnazija praznovala 80 let. No pa prejdimo k stvari. Mi dva z Milanom sva se prvič srečala, to je kar zelo daleč nazaj, nekako hitro čas beži, pred več kot pol stoletja, se reče pred 55 leti, smo mi prišli kot fazančki v prvi B razred takratne gimnazije Brežice. Kot nakapljani smo bili z celega Posavja in sicer Sevnice, Krškega, Brežic, okoliških vasi, Malence, Dobova, Artiče. No, Milan je prišel iz Artiške osnovne šole. In če bi me zdaj vprašali, naredite brainstorming, kot je zelo moderno reči, možgansko nevihto, kako se ti, Milana, spomniš tiste dni, ko si ga prvič videla. Milan, moram reči, da je bil fest fan. In če zaprem oči, ga vidim kavbojke na zvon, imel je zelo rad mornarsko majico, sicer je pa nosil srajce, preko pa je imel vedno doma štrikan telovnik. To so vsi fantje nosili takrat, tako da to ni bilo nič nenavadnega, veste. Ampak imel je vranje črne kodraste lase s frizuro, ki bo zavidalo marsikatero dekle. In imel je zelo dobro frizerko, zdaj lahko to pogovorimo, ker jaz sem bila sošolka njegova. Ker takrat so bile v modi Bundesliga frizure, če se spomnite, zgoraj kratke in potem se je tisti pajčolan pri fantih na rame naslanjal, ne? In moram reči, da Milan je imel zelo dobro frizerko, ki ga je zelo ušikano strigla, tako da on nikdar ni imel tistih pajčolanov. Potem je imel pa eno rjavo jakno, to se tako živo spomnim, s širokim pasom in še večjo zaponko.
In a veste, da jaz po 55 letih vem, kaj je pisalo na tisti zaponki. Liverpool regiment. Zaradi tega, ker je bil Milan pahnjen na Beatle, Led Zeppeline in vse podobne skupine, ki so takrat bile na topu in vedno si je tisto šnolo tako zašnolo, a ne zaponko, moram reči pravilno slovensko. Potem je pa še nekaj nosil. Vedno je imel pod levo pazduho en svitek časopisa in veste, kaj je to bilo? To je bil strip Zvitorepec, ki je izhajal kot priloga tedenske tribune. Tisti, kateri smo starejši, se še spomnimo časopisa TT, a ne? In vsak petek, mislim, da je ob koncu tedna izhajala ta priloga Zvitorepca. To je bil strip in v tistih 70 letih, ko smo mi prišli na gimnazijo, stripovska literatura, veste, to je bilo tako, šunc literatura, to nisi bil ponosen, če si rekel, da bereš take zadeve, a ne? Ampak ta strip Zvitorepec, moram reči, je bil nekaj več od te stripovske literature. Vsi ti trije junaki, Zvitorepec, Trdonja in Lakotnik, so bili neki pozitivni liki. Vedno je dobro zmagalo nad slabim, vedno te je navdajalo z nekim optimizmom. Miki Muster je znal to tako ubesediti, kot je Milan enkrat v enem intervjuju rekel, da je govoril z maniro prave slovenščine, a ne? Tako da to je bil lep strip. In tisti strip je Milan vedno med odmori ven vlekel in se smejal nas vse zabavil s tistim, kaj je bilo pa zdaj noga, kaj je pa zdaj se zgodilo in tako naprej. No. Tako da to mi je ostalo zelo v spominu, ta Zvitorepec. V gimnaziji je bil Milan soliden gimnazijski dijak, solidno prav dober, moram reči. Jaz ga imam in mislim, da tudi vsi v dobrem spominu bil. Ko smo prišli v gimnazijo, je veljalo nekje sploh za fante, vsak je dobil nek nadimek. Ne? Čim krajše je bilo 3-4 črke, samo zato, da ti ni bilo treba z celo besedo povedati njegovega imena. In nekdo je Milana krstil, ker se ti pišeš Jazbec, boš pač Jazo. Ne? Tako je on ostal Jazo, ampak jaz moram reči, da mu nisem velikrat rekla Jazo, meni je bilo to pretrdo za njega in njegovo naravo. Morda sem ga največkrat poklicala Milan, a ne? Poleg vseh teh referenc, ki jih imaš, je zagotovo med najlepšimi ta povezanost, to navezanost na ljudi. Ne na stvari, ampak na ljudi. In to se kaže skozi tvoje delo, pa seveda to skozi takšne večere, kot je danes. In zdaj bi kaj komentiral, kar je povedala sošolka na tem tako. Ja, seveda nekaj se ne gala, z Zvitorepcem, z vsem, moram pa tudi reči, da pa ne še kdo reče, da so diplomati bile veliko. Skoraj več veš o meni kot jaz, ampak hvala lepa za te prijazne besede. Ne dodam to eno kratko anekdoto. Jaz sem v 3. letniku in 3-4 akademiki šel domov, Krško, na drugo stran čez most, da se učiti matematiko. Einstein ravno nisem bil, če bi bil, bi verjetno imel kakšne drugačne knjige, pa nič za to. In seveda zdaj, kot rečeno, jaz sem bil jazen, se ne bodo učiti matematiko v Galenki in potem se enkrat zgodi, pride mama domov z govorilnih ur in mi pove, kaj se je zgodilo na govorilnih urah. Na govorilnih urah, ko so tam mame bile zbrane, so se pogovarjali, čakali v pilne vrsto in mi pravi mama tako. A veš, kaj je bilo? Ena gospa, tovarišica, ne vem kako se je reklo, je razlagala, k moji hčerki se pohodi učiti matematiko Jazbečev Jazo. In je mama rekla, te pokoj si. Hvala za matematiko. Je razložna za številne stvari in seveda mogoče lahko naredimo zdaj en kratek predah. Bomo slišali spet Trobento. Pija je zagotovo dopoldne na tem pogovoru. Anada, je bilo v redu? Je bilo fajn? Super, prikimava, vi še ne vidite. Jaz pa ponovno vabim Pijo Škaler,
in profesorico Špelo Troho Gorevc. Poslušali bomo pa drugi stavek, Allegro, sonate v B in B, avtor je Loale, mentor pa Toni Škaler. Prosim. Z doktorjem Milanom Jazbecom se poznava že od šolskih let. Jaz sem sam iz podjetniških vod, tako da sem velikokrat sodeloval z doktorjem Milanom Jazbecem na določenih projektih. Skozi vse ta izkušnje, ki sva jih imela na določenih trgih, kjer smo mi morali za naše kupce pripravljati vize in vso to dokumentacijo. Iz sodelovanja v mnogih državah mi pač izvažamo naše lastno razvite izdelke več kot 50 držav po svetu, tako da smo v nekem obdobju potrebovali tudi naši kupci vize. No, in tu je dr. Milan Jazbec kot veleposlanik velikokrat priskočil na pomoč. Eno anekdoto, ki jo bi povedal, je to, da sem ga poprosil pred 15-17 leti, da bi uredil za naše partnerje v Bosni vize. Takrat je bil veleposlanik v Turčiji, brez oklevanja je stopil v akcijo in tudi pomagal. No, normalno mi smo ta postopek speljali garancij in pride ta potencialni kupec v Sarajevo na ambasado, prenese vso dokumentacijo in ga nekako zavrnejo. Boste prišli čez 14 dni, ne? V biznisu je pa vsak dan pomemben. No, jaz se spomnim na Milana, ki je bil takrat v Ankari, Turčiji, in ga poprosim, se rekel, Milan, a lahko kaj pomagaš? Je rekel, daj počakaj par minut. In res stopil v kontakt, ta naš kupec mi telefonira, pravi, nič ni urejeno, jaz odhajam. Zdaj poprosim, počakajte, mogoče bomo kaj uredili. No, in zazvoni telefon iz Ankare, pravi, bo urejeno. Gospodarski ataše je iz ambasade odšel iskat ga na Baščaršev, najdu tega partnerja
in uredil vizo tisti dan. In rezultat tega dogodka je bil, da so se naši partnerji izredno zahvalili in mi smo dobili naročilo šleper izdelkov prodanih. Hvala ti, Milan. Takšnih veleposlanikov je bilo malo. Najlepša hvala še gospodu Kosu, ki je tudi dal lepo istočnico za kakšen tvoj komentar, dopolnitev, za malo pogled v tvoje diplomatsko življenje. Ja, komentar. Jaz sem seveda mislil povedati to isto anekdoto, da se ne bom ponavljal. Je bilo pa res dramatično, ampak moraš imeti srečo. Vse ni, da moraš vse samo rediti, ampak ko se vse skupaj poklopi, se izide. Veliko krat se lahko izide. Prej si vprašala ljudje, odnos do ljudi. V tej službi je odnos do ljudi ključen, še posebej, kar se tiče konzularnih zadev. Konzularne zadeve pomeni, da ti pomagaš ljudem v stiski svojim državam ali pa tujcem. Vse razlike bistvene ni, nekaj je pa bistveno pa ni. In pri tem se mora zavedati tega. Ko greš recimo kot diplomat na pogovor z zunanjim ministrstvom, ne se samo papir, ga predaš tam, odložiš in greš domov, nazaj v službo, napišeš poročilo in si opravil in nikomu nič. Ko pa prije k tebi stranka na okence, na šarka s papirjem, v tistem papirju je usoda človeka. In ti takrat razpolagaš z usodo človeka, odločaš omejitev, da imaš zakonsko omejitev in ta zakonska omejitev, kakorkoli že večina pravi, da ne gre nič, da se ne da nič narediti, znotraj te ozke omejitve je zelo veliko možnosti, kako človeku pomaga, če oceniš, da je iskren, da je pristen. In zato gre. Torej, če v tej službi nimaš občutka za človeka, potem tudi zamajnega človeka, recimo temu tako pogojno, potem tudi meddržavni poslov ne moreš verjeti. To ni mogoče. Potem hodiš v službo in nič več. Bom pa zdaj zaključil za druga anekdota ta krok. Ko sem bil tisti čas slovenski konzul v Celovcu, v petek ob 5 smo zaprli uradne ure, za Slovence smo mi seveda za slovenski državni razpolagal več čas. In nički po 10, po 12 uri zazvoni zvonec, gremo odpriti in prijeta, stopita nek avstrijski državljan in pa slovenska državljanka, starejša sredstva, morda mojih let, njem tega že dolgo seveda, in sta me prosila za potrdilo, ne uredimo potrdilo, konzulat to dela, da se gospa lahko poroči v tujini. Torej, zato, da se poročiš v tujini, rabiš potrdilo, zato, da se izogneš temu, da bigamiji, torej, da ni nekdo večkrat poročen. Jaz sem sprejel konzularno tak, sem napisal tiste podatke in sem rekel, prijete naslednji petek, ker naslednjo soboto sta imela poroko. Nekaj v hribih, blizu Slovenije, pa na avstrijski strani, v Karavanku, nekaj visoko gor. In naslednji petek, mi smo dobili, poslali smo faksa, dobimo potrdilo, odložimo ga v tisto mapico, gospod niče ni pogledal, se je kaj pa če gledati, potrdilo je potrdilo. V petek, naslednji petek, prijete okoli 12 in ponovno oba, jaz ima lepo svečano predam potrdilo, rečem, gledajte, to imate potrdilo, želimo vam veliko sreče v življenju in ima to predam. Ona da pa gledate tisto potrdilo in sta vedno bolj bleda bila, tako kot jaz, ko sem za Prešerna slišal. Torej gledam, pa nisem zdaj, kako da jim spravi ven, če je to konec uradnih ur. In potem vprašam, kaj je, ker ste bila tam kot nesreče in mi pokažete potrdilo. Na potrdilo je pismo, potrjujemo, da se gospa, da ni uvijek, da se gospa ta in ta poročila ostrala. Prvič, na potrdilo se ne piše država, ampak samo, da se lahko poroči v tujini. Drugič, Avstrija, Avstralija, Bog ve, kaj tisti uradnik, na upravni notri objavni pismo, in pa še napisam, potrdilo je bilo neveljavno, vsi gledamo, vsi trije, vsem trije šel na jog, in sta mi rekli, ja, pomagajte se, ne vem, kako jim pomaga, ura 12 kroč, pol enih, ljubljanska pravna enota za prelo peteku, enih pa tudi, če bi kaj ni bilo možno nič narediti. In se kar stala tam, nista hotela oditi, potem se spomni bodoči ženi, pravi, gospod konzul pravi, pokliče našega župnika, pa mu povejte, zakaj ga je, pa da bo pomagal. Dobro, zdaj lahko pokličem sem, kaj bo pomagal, če piše tako. Je rekel, dejte pokličte ga. Mi da telefon, ga pokličem, mu povem, kdo sem, zakaj.
razložim zadevo, prosim, da pomagaj in nekaj vredo bomo uredili. In potem se jima povedal, in sta se zahvala in sta odšla, in zdaj bom dal pravlični zaključek, in če nista odloga, želite še danes. Prosim, še stavek temu, zato vsakemu diplomatu, ko predavam te reči, reče, preberite si kmetske slike, Janko Kersnik. Tam je v eni zgodbi pravi prijatelj odvetnik, poglej, usoda človeka je na tem pomenu. Tako, ampak številne usode, seveda so na vseh teh papirjih v tvojih knjigah, kjer seveda je ljubezen do Bohance, do Rtič, do svojega domačega okolja, do starega očeta, recimo, in družine, mame, sestre Milene, Milena pozdravljena. Smo te pozabili pozdraviti, ampak ti si tudi zelo pomembna. Je res izjemno in seveda številni ljudje pač končajo gimnazijo, grejo študirati, grejo v svet, včasih se vračajo, mogoče se vračajo samo v družini, ampak ti nekako se načrtno vračaš tudi v šolo, v te svoje kraje. Tvoje dela so recimo prevedeno 18 jezikov, najbrž državah, veš, koliko državah si bil odličen? Kot odpravnik, kot diplomat sem služboval v 21 državah, ukvarjal sem se pod neko službo, pa še dodatno umetnosti. No, tako da več, veliko, ampak nekako ta naš to Posavje, bi lahko rekli, kjer se je tvoja pot začela, kjer si bil tudi dolgo, mislim, kar pomemben čas, ne tako dolgo, ampak zati izjemno pomemben čas v tako imenovani papirnici, danes se odvijajo različne zgodbe okrog teh, ampak to mogoče za kdaj drugič. Ampak vedno nekako se ti zdi, da imaš možnost, pa tisto moč, ki ni politična, moč, ki ni tista grozna moč, ampak je moč, ki daje nekomu pogum za prihodnost, ki daje lahko drugim eno vizijo, kaj lahko se človek počne, to bi rekla tista moč znanja, veščin, navezanosti, ljubezni, lahko rekli, in to želiš dati seveda tudi tistim, ki jih ne poznaš, se pravi po učenkam, učencev, različnih generacij osnovne šole Rtiče, in vem, da si jih hvaležen, da osnovna šola Rtiče tudi ve, kako pomembno je, da te ima, in da imaš ti tudi njih, bomo rekli tako, da ga oboje, in da v bistvu vedno, ko se vračaš, najbrž, če imaš le možnost, popiščeš tudi osnovno šolo na različne načine. In mi smo tudi zelo veseli, da je z nami Vesna Bogovič. Vesna, izvoli, nekaj besed še ti, še kakšna taka zanimivost. Še nismo prišli do 100. knjige, ampak se bomo. Nam že se nakazuje, ampak v bistvu vsi koraki so pomembni do teh 100. Tako, prosim, Vesna. Dober večer, vsem skupaj. Tako, Milan, nekoč mlad Rtič, učenec osnovne šole Rtiče, danes pa pomemben, uspešen mož. In kljub temu, da veliko svojega časa življenja preživel v tujini, v Ljubljani, a spet v tujini, se vedno znova rad vrača v domače kraje, v Rtiče, v domov, v Bohanco in tudi v osnovno šolo Rtiče. Zanimivo, to je poseben primer, ni takih praks, da bi en bivši učenec tako dolgo zopet ponovno prihajal nazaj v osnovno šolo. Namreč midva sodelujeva, oziroma z osnovno šolo Rtiče sodelujemo že, danes sva ugotavljala, 23 let. Pri 23 leti je pač prišel malo pogledati, kako pa je njegova osnovna šola, in v pogovoru smo potem se odločili, da bomo stkali neko sodelovanje, pomoč pri izdaji njegovih knjig, in tako je steklo sodelovanje. In v teh letih sem ugotavljala, da je vedno znova, kadarkoli je bil v Sloveniji, seveda se oglasil na naši šoli, prišel vedno zvedavo, kako pa mi živimo, kakšne probleme imamo, kako jih rešujemo in kako smo uspešni.
In seveda vedno z novo idejo, kako bi lahko on prispeval k temu, da bi mi bili še bolj uspešni. Oziroma, kaj bi on lahko dal našim učencem, da bi začutili tisto moč v sebi, da lahko življenje naredijo nekaj več. Tako je dal pobudo na, mislim, da je bilo 7 srečanj naših učencev z uspešnimi ljudmi našega okoliša, njegovih prijateljev. To so bili razni direktorji uspešnih podjetij, obrtniki, novinarji, uspešni kmetje, umetniki, glavni, ki so predstavljali, kakšna je bila njihova pot iz osnovne šole pa do točke, za katero lahko rečemo, da so uspešni ljudje. Vse z namenom, da bo prebudil mogoče samo v enem učencu, ki posluša ta pogovor, tisto iskrico, ki mu bo dala smer za pravo pot v življenju. Zato sem mu zelo hvaležna. Seveda je pa on vse te najne pogovore oziroma ta srečanje uporabil in zapisal v knjige. Tako je tudi nastala naša skupna knjiga Uspeh na dlani, kjer so sodelovali tudi naši učenci. In seveda še ob teh življenju počasi so nastale tudi še druge knjige in za vsako, ko je prišel na osnovno šolo Rtiče, je prišel s takim kupom knjig. In potem smo se spraševali, kaj naj zdaj s temi knjigami. Seveda je spet rekel, kaj pa če bi mi eno del police v naši knjižnici, šolski knjižnici namenili mojim knjigam, ki bi bile spet v poduk otrokom, učencem, da lahko, da si upajo, če znajo razmišljati, da jim beseda dobro teče, da mogoče pa bo kdaj tudi kdo še napisal kakšno knjigo. Tako smo na slavnostni način odprli, navedli smo na knjižno polico, da je to knjižna polica našega bivšega učenca, dr. Milana Jazbeca. In vedno, kadar pride zdaj zadnja leta spet na šolo, jo greva midva pogledati, pa prešteti knjig, koliko jih je, in danes smo prav vesela, ker jih je 100. Seveda Milan ne bi bil Milan, ta jubilej 100 knjige pa mora še dodati eno zadevo našim učencem. In sicer danes se je predstavil spet na enem lušnem pogovoru, na višji stopni smo imeli takšno predstavitev njegove pisateljske poti in pa seveda prav zdaj teče prav tako na njegovo pobudo literarni natečaj z naslovom Moja knjižna polica, ki se bo zaključil v začetku februarja in 9. februarja bomo skupaj z njim proglasili najboljše delo. Seveda je poskrbel tudi za sklad, za nagradni sklad za te otroke in peljal jih bo pač nekam na izlet. Tako da Milan, hvala lepa ti za to. Hvala za prispevek, ki ga daješ mlademu človeku in hvala, da prihajaš in da sva prijatelja. Hvala. Ja, to je posebna knjiga, to je posebna. Aha, moram jaz še naprej. Da boš povedal, zakaj je posebna? Ja, posebna knjiga, torej nešteto razlogov, recimo zato, ker je Zajtrbec moj najstarejši prijatelj. Nimam starejšega prijatelja in to je nekaj posebnega. Zato, ker ko pogledamo knjigo, knjiga je šla kot 12. v seriji izbranih stripov Mikija Mustra. In tu piše Miki Muster, Milan Jazbec. Torej jaz berem Mustrove stripe, odkar sem bil tak. Potem se mi zgodi desetletja pošlo, da se z Mustrom, s tistim, bi rekel, ki ga gledam tako ves čas, najdeva na isti knjigi. To je taka čast, to je tako nekaj posebnega, da se težko opiše. Potem naslov, Zajtrbec in Jazbec. Torej,
To je tako lepo naključje, takšna kombinacija, da če bom preveč tem razmišljal, bom poslal vanje, pa ne smem. Potem tule vidite, ne, je okrogla slikica, na vsake 12 slik je eden od stripovskih znakov, zitorepesta, doner, lakotnik in pa golikoža, se izmenujo. Na 12 je direktor Jazbec. Direktor Jazbec je osrednji junak v stripu Težave z gradnjo, ne bi zdaj razlagal kakšen je, ker po današnji kriteriji ni spodobno, ampak vid za to, ne, našla sva se tu. Morda pa še najbolj posebna v tem, ker je iz te knjige se vidi, kakšno veliko srečo sem imel v življenju, jaz ne znam drugače povedati. Ko sem se začel zavedati sveta okoli sebe, sem se znašel v svetu knjig stripov. Zasluga za to veste, da še manj vsi, ampak moram povedati v tej priložnosti, gre staremu očetu Albinu Jazbecu, on je penzijo zaslužil kot Eisenbahn na šleki, krampo je vsak dan. Od Brestanice do Domove 15-18 vrstov krampo, torej to je bilo najbolj, rekel, razstavno delo na železnici, veliko slabšega ni bilo. Torej bil zelo preprost človek, ki je bil pa naročen na Tedensko tribuno, časopis, in pa na redno letno zbirko Prešernove družbe in na mesečnik Obzornik. Ne vem, odkot se to njemu zgodilo, da je tako preprost človek na nekem takem odmaknem podeželju bil v bistvu takšen intelektualec. Tak projekt intelektualec, ne? In jaz sem se znašel med knjigami, torej knjige so meni od samega začetka, Zitorepet in nekatere druge, torej v tistem najbolj nežnem obdobju, kot je lahko zapelje življenje kamorkoli, nimaš sam na to nikakršnega vpliva, ne? In se je zgodil Albin s temi knjigami, Zitorepec in jim se vse to poslanstvo. In potem desetletja po tistih časih se pogovarjamo med drugim z Darkom Jelčičem, prijateljem, sadjarjem, izkušen sadjarjem, evropsko znan sadjar, avtoriteta, in mu to razlagam in me gleda, od mene je starejši, mislim, da 13 let, torej je Albina dobro poznal, ne? Pravi, me pogleda v oči, zelo v oči mi pravi, Albin ti je pokazal pot, mama ti je dala vsebino. Torej, kaj hoče človek večjo popotnico za življenje in kaj je večja dolžnost, da to popotnico uporabiš, koliko je tvojih to moči, vse posod na vsak način. Ja, tukaj si recimo izbral res neke tebi ljube prizore, ne, ki peljejo skozi to zgodbo, ampak jaz sem eno pripravljena za na konec, ne moram še zdaj uporabiti, sem pa hotela povedati, da je Miki Muster tudi povezan s Posavjem, 6 let je živel v Karmelju, da je imel kar tudi tukaj eno mrežo ljudi, da je leta 1996 aprila imel tudi razstavo v naši galeriji v Posavskem muzeju Brežice in takrat je nastopala Mija Žildanič, naprimer, jazz pevka. To razstavo sta pa delali Ivanka Počkar pa Alenka Jovanovič. Ivanko Počkarjevo se tudi veliko sodeloval in sta tudi oba dva nekako dala glasove različnim ljudem, ne samo sebi, ampak predvsem drugim, kar se mi zdi tudi izjemno pomembno, ne, da v bistvu nisi tako centrično usmeren samo v to, kar ti misliš. In to se recimo kaže tudi v teh knjigah, pa tudi prej Martino Karpano in to recimo Mašara Tlevstika, ne. Prej sem razmišljala, ko si razlagal o začetku, ne, tudi najbrž še imaš kakšne take like, o katerih veliko razmišljaš. Ja, pa še kaj, ne, zdaj mi je šlo z glave, ampak ne sem mislila na Botalca, pa sem imela še nekaj drugega. Ampak vse se bo še povej. Ja, tako njega sem hotela omeniti, ja, ker se mi... Povej zakaj? Ja. Povej zakaj ravno ti? Ja, jaz sem imela tudi to priložnost in veliko čast, da sem pisala en vodnik v izmed tvojih zelo vsešnih knjig, tako da moram reči, da tudi sem rekla, ojoj, ne, kaj mi je to zdaj napartil, ker je bilo zelo različnih besedil, tam sem tudi ugotovila, da je fascinira znanstvena fantastika, ne, tudi to recimo, in se mi zdelo, da imamo novega Valvazore, ne, na drug način, seveda, ker nismo v 17. stoletju, ampak smo v 20. in 21. Ampak da seveda tudi on je, da si ti tudi tak človek, ki te zanima vse, ne.
Tako da mogoče mi imamo celoten prevod Vago za Veslave Vojvodine Krajinske in ko boš enkrat nehal hoditi po svetu, ker vem, da še hodiš, ne, mogoče bo pa naša knjižnica tvoj novi občasni dom, ko boš prihajal v Brežice, imamo celovit prevod, lepo knjižnico in bom zelo vesela, če bom te tam videla, oziroma da boš klical, a lahko pridem. Seveda najprej si bom morala vzeti kakšno uro časa, ker sem vedno vesela pogovorov s tabo, ker imamo vedno take zanimive pogovore, včasih skušava rešiti svet, ampak mogoče kdaj tudi uspe, ne? Je propadlo še ne? Ne, predvsem zato, da v bistvu lahko v nekem trenutku izrečeva kakšne besede, ki so mogoče tudi ničkeno bolj idealistične, ne? In takšne, kot si želimo, da bi nas pot peljalo naprej. Tako da tukaj se mi zdi, da je tisto, kar sem jaz uspela prebrati, pa nisem 100 tvojih knjig prebrala, ampak potem nekako združuješ vse to, kar si razmišljal tako na tej svoji profesionalni poti, kot nek razmišljajoč humanist, človek, se pravi polihistor, nekdo, ki ga zanima vse, in da si potem tudi nekako dal sebi duška v tem smislu otroškem, pa ne otroškem, v tistem, no, da si pač rekel, evo, to je zdaj pa res nekaj, kar sem jaz, ta strast, ki je v meni ves čas. Točno, torej, ta knjiga je v tem smislu odrasla, ko je tudi nastala, ko sem se lotil pisanja knjige, začetka avgusta, nisem imel ideje, kako bo izgledala in sem rabil kakšen teden dni, da je nastalo kazalo, potem sem začel pisati, po njih 3-4 tednih se tisto začelo širiti na vse strani in potem je nastala s to knjigo neka apoteoza, neko povzdignjenje Zvitorepsa iz tistih, rečemo, ozkih, stripovskih okvirjev v neko širšo zgodbo, prepletam sebe, znanje, tisto, kar se je res dogajalo, kar se poslušal, slišal, recimo dva taka primera, da boste večkrat začutili. Ne? Eno poglavje govori o ljubezni, simpatijah in romancah treh junakov. Trdonja je zakrknen samec in ga to ne zanima, čeprav je plemenit človek. Zvitorepec se dvakrat nesmrtno zaljubi, ampak pač ne uspe. Lakotnik se pa kar naprej zaljubi. Zakaj? Pa niti ne ve, da se mu to dogaja velikokrat. Zakaj? Ker je lakotnik, ker je lačen, ker gre ljubezen skozi želodec. In če gre ljubezen skozi želodec, to je čistina spodobna človeška stvar. To ni nič rekel, nespodobnega za kogarkoli. Sveda se nobena te ljubezni se ne uresniči, ker potem bi bilo konec stripov, pri lakotniku pa še nekaj drugega, ne bi mu več bilo dovoljeno potovati po svetu, pa ne zaradi žene, pa zaradi želodca, ker želodec ne bi biti lačen. Recimo, to je razgledamo o tem. Ko sem pisal, ko sem zaključeval ta del o ljubezni, berem na delovi spletni strani. Danes je umrl v 90. letih Jim Lovell, ki je bil poveljnik Apollo 13, tistega, ki je imel tisto veliko nesrečo v lunini orbiti in so bili v bistvu obsojeni na smrt, ni bilo tehnične rešitve več in Jim Lovell, poveljnik Apollo, posadke, je svojim znanjem, prisebnostjo zagotovil, da so se rešili, pristali varno na zemlji. In potem pravi, njegova žena Marilyn je umrla pred 3 leti, poročena sta bila 70 let. In potem sem jaz tole napisal na konec tega poglavja in dodal, to je ljubezen. Torej, tako vplitam Zvitorepca, da je neko širše kulturološko, antropološko, ekološko, vsakdanje, zgodovinsko, diplomatsko, filozofsko življenje. Potem še ena podobna, tiste dni je umrla tudi Jane Goddard, ne vem, če se najbolj pravilno izgovoril priimek, ona je bila svetovno znana primatologinja, strokovnjakinja za ljudem podobne opice, zlasti mislim, da za gorile. Ja? In ona se je leta 1956 vključila v prvo odpravo za raziskovanje goril, takrat ni nič vedela o teh rečeh, nobenih referenc, kot se strokovno reče, ni imela, in istega leta je Mickey Muster narisal strip v srcu Afrike, kjer ena gorila se posvoji lakotnika, pa vzame za svojega, mu izkazuje empatijo, sočutje in tako naprej. Vse to je pa Jane Goddard po dolgi desetletji znanstveno ugotovila. Torej, to vse sporoča v Zvitorepčevi stripi. Hvala lepa. To je zdaj navdih, da se malo odahnemo odgovora. Še zadnjič boste zdaj dobili kmalu še vi mikrofon, če kdo želi.
V knjigi in v knjigah je v bistvu res bolj glasba tvoje mladosti, ne? Veliko je rock'n'rolla, ne pa Beatlov, pa še kakšnih drugih teh različnih primerjav je kar nekaj. Ampak dobro, mi imamo pa danes spet eno mlado pianistko. Naš kuhar, imeli so sabo kuharja, ima eno posebno željo, prošlo sem rekel, kaj pa je, ja, rad bi bil ta 2 dni pa pol obiska v kuhinji, kraljevski švedski kuhinji, da bo zraven, da vidi, kako se to kuha, pripravlja se bo še kaj naučil. To se ne dela, to vsak dela. To je pač tako. Ne spustiš kogarkoli v kraljevsko kuhinjo, še posebej nekaj obiska, da mora biti vse pod nadzorom. In jaz sem rekel temu svetovalcu, sem, da je bil vse rekel, ne bo šlo, to ne gre. Pa dej praši, nima smisla, ker ne bo nam bogodel. Je rekel, praši prosim za to, da bom lahko rekel, da sem svoje jezbo. Jaz pokličem gospod, ki je na švedski strani organizirala obisk, ko se to dobro razumela in isto problem je rekla, mi nam ne bo šlo, se to vemo, pa saj rekel, da sem poskusil. Ja, rekla, vredno, poskusim in te kličem, takoj, ko da mi odgovori. Me kliče čez slabo uro, sem rekel, ja, Marjana, kaj je? Pravi, uspelo je. Pravi, kako uspelo? To ni možno, to se ja ne dela, ne? Med prijateljskimi državi, med nikome, ne? Sem rekel, odlično, super, kako ti je pa to uspelo? Ja, rekla, ne vem, kako si pa vprašala, kako je šlo. In rekla, vprašala sem koga že, šefa kuhinje, povedala, zakaj gre, in rekel, ne, to ne bo šlo, mi tega ne delamo, ne se vrna. In potem se je vrnil nazaj, pa je vprašal, kdo pa to prosi? Pa je rekla, diplomat Jazbec, in pravi šef kuhinje, če pa Jazbec prosi, bomo pa to videli. Seveda se mi zasluži vašega aplauza, nisem nič nekaj grozno posebej naredil, ampak, ko je prišla predhodnica, mi smo obiskali vse točke, kjer bo predsednica ostala in smo šli tudi, in potem sem še enkrat šel švedsko varnostno službo in tega druge smo šli pri kuhinjo pogledati. Se sam je tisto ploščato stekleničko, žganja, domače žganje smrekovih vršičkov. In sem to dal šefu kuhinje in sem povedal, to je za vas, to se tako dela, to je vljudnost, protokolarnost in tako naprej. Do tega prišlo. Jaz to prenesem teme svetovalce, rekel, odlično, bomo povedali kuhanju, obisk teče, potem do srede popoldne, ko smo na letališču se postavljali, objemali po dolgi in počeski, to je bil velik obisk pomemben za Slovenijo, in tako naprej. In se poslovila s tem svetovalcem, pa se spomnim se, kako ima pa potem s kuharjem, kakim kuharjem že?
Sem rekel, ja, ko je šel v švedsko kuhinjo. Rekel, se spomni šel. Si morate misliti. Nišče mi nikoli odšvedno nič ni rekel, ampak si lahko mislimo, si se svoje misli, torej, ne. Ampak hvala vsem za aplauz. Sam še ne stavim na koncu. Kar še krivo lahko, ker vam je še nekaj vmes. Ja. Glejte, zdaj moram to povedati, če zdaj je na koncu, ne, vsej tisti, ki ne poznate od te višine, veste, ne, jaz sem odrastel skupaj s sestro, seveda pa še vsej, če sem jaz tu, ne. Do mojega 7. 8. leta smo bili pol kmetje, imeli smo 2 njivi v Vrbini, smo se s tistim okvarjali, sicer pa nismo bili kmetje, ne, in vsi naši sosede so bili kmetje. Smo delali od začetka, odkar se spomnim, smo si pomagali, hodili smo delati z njim, seveda smo tudi dobili, ker za pojezd, domovno, tako naprej, ne. In to je bil moj način življenja. In pomagali smo si samoumevno. Po nekem času, ko smo ugotovili, da je to koristno in tako naprej, ko to spoznaš, ko se spoznaš, ne, karkoli je bila prilika, rekla mama, dajmo pomagati Zorkovim, Petanjevim, Jujkosovim in katerikoli. Torej, je bilo to samoumevno, ne. In nismo za to nobene posebne hvale pričakovali, vse smo dobili vsi, ampak to je bil način življenja. In zdaj, prej, ko se me vprašala, ne, kako je to z občutkom človeka, to izhaja takrat, ne. In zdaj, ko sem vas tudi danes poslušal, hvala sem skupaj, kako ste me hvalili, ne, meni je bilo malo nerodno, to moram povedati. Jaz nisem tega vajen, ker se mi zdi pomagati ljudem samoumevno. To verjetno danes ni več tako, ampak hotel sem to povedati, da boste vedeli, sej več manj mesta, ampak mislim, da je treba povedati. Treba povedati, ker tudi to je del moje zgodbe, tudi to je del Zidorjevca.